Zdravo, moje ime je Peter Ličen, sem direktor podjetja Lušna. V bistvu Lušna spreminja lepe naravne lokacije v atraktivne turistične destinacije. Zdaj, za ta namen smo razvili vrsto produktov, se pravi objektov pa storitev, ki lahko zagotavljamo precej večjo verjetnost, da se te destinacije razvijajo v nekaj, kar bo za investitorje v bistvu dobičkonosen poslovni model. Končnim uporabnikom pa neko izkušnjo, ki bo pač nepozabna. Zdaj, eden od naših objektov izgleda tako, ne. V bistvu to je pač ena destinacija čez lužo v Ameriki, znotraj izgleda nekaj tasga, ne, ampak naš produkt je tole. V bistvu gre se za končno izkušnjo kupca, oziroma niti ne kupca, ampak še toliko bolj kompleksna situacija je, se pravi stranke kupca. Dobesedno smo v situaciji že od začetka, ko delamo BBC, ne, če rečemo zelo grobo, ne. Se pravi business to customer. Brez da bi bil to nek trend, smo mogli to od začetka početi, ne. Zdaj, danes tukaj nisem zdaj, da bi govoril precej kaj o podjetju, ampak bolj, še to, ne. V bistvu to izhaja iz tega, ker to je en srbski pisatelj, enkrat rekel, in šunt pisatelj, ampak je res. Zgodbe so napisane, ko so prebrane, ne. Se pravi, naš dizajn je v bistvu izkušnja človeka, ki uporablja naš produkt. In mislim, da je to zelo ključno pri vseh startupih generalno. Prevečkrat se razmišlja o tehnologiji, pa o tehnoloških zadevah, potrajala. To je tudi zelo povezano z Linom, ne, ki se kontaktira direktno uporabnike. Mi imamo klemečken zapleten sistem, ker v bistvu imamo naše stranke, so v bistvu tiste, ki ponujajo končnim strankam to izkušnjo. Zdaj, tukaj sem predvsem to, da, tako so me prosili, da povem izkušnjo, ne, našo z SK50, se je takrat tej zadevi rekel, ne. Cela zadeva zgleda tako grobo opisano nek bootcamp, kjer se pripravlja te zadeve v bistvu zato, da se pač izvaja neko tekmovanje, kdo bo dobil teh 50.000 evrov plus kredita, sicer super kredita, ker traja 4 leta, da ga začneš odplačevati in ga že odplačujemo, ker je pa še super, dobiš pa mentorja, ne. To se mi zdi zelo pomemben. Mi sicer, no se bom pol kasneje še povedal. Zdaj, kaj to za nas pomeni? To je ena klasična zadeva, ker tisti, ki so v Linu, zdaj že malčki iluzijo, tako se včasih dela, tako sem jaz delal pred 15 leti razvojem v večjemu podjetju. Zdaj, kar se je spremenilo od takrat, ne, je v bistvu to, ne, da delamo vitko, ne, se temu reče. Sicer tako je izumil ta Lin, je bil malo sadista, ne, zato ker če pogledamo, koliko je stvari kle noter, je to vse prej kot vitko. Vitko je to finančno, pa kar se tiče rizika. Kar se tiče v bistvu tega, če se kle pogleda to zadevo, ko vi štartate do konca, ko začnete prodajati, ne, pa takrat se je smatralo, da je tole že čisti zakon, ne, se pravi, da prodaja komunicira nazaj z razvojem pa z dizajnerji, ne, ki pol dajo to inženirjem in pol ta izdelek, ki naredijo, delajo tile pa tile nek čudež, da to usilijo kupcem, ne, dobesedno ali pa da prodajo. In če se je ta proces tukaj zgodil, je bilo že v bistvu super, ampak to je dobesedno onemogočalo kakršnemu koli manjšemu podjetju, brez sredstev ali pa brez trga razvoja. To se je zdaj spremenilo, ne, zato lahko, ne vem, mlajši, progresivni v bistvu se sploh gremo to, ne, ali pa manjši, ne, mlajši nismo več. Zdaj, v bistvu, to je to, kar je se zgodilo. In to, kar je nam prinesel, mislim, ta kompleksnost tukaj pomeni ne. V bistvu gre se za ogromne komunikacije. Takrat gre vse lepo zaporedno klele, mora pa vse z vsem komunicirati in pol na koncu še s kupci in nazaj in sem in pol minimal viable pa proizvodna in tukaj so še puščice naprej in to se rotira in ponavlja neskončnost v bistvu, dokler firma obstaja, če je v redu. Zdaj, nam je teh 50.000 nekaj dobiš pomenil predvsem fokus, ne. V bistvu, zakaj fokus? 3 partnerji so se prej ukvarjali 1 leto v bistvu s tem na hobi nivoju. Vedeli smo, da je priložnost, trg je bil super, delamo v bistvu v turističnem trgu, ki ima zvezdno rast, ta glamping raste 15%, niša, na kateri smo že 10 let zaporedoma, nič ne izgleda, da bo šlo kaj dol, zato ker očitno ljudje vedno bolj rabijo stik z naravo. Ampak meni smo pa ta problem, se to ni bistveno premaknili v 1 letu, ne. Zdaj pa ne vem, koliko od vas ve, kaj je to pivot. Kdo slišal, kdaj je za pivot? No, jaz imam malo drugačno razložitev. Pivot je takrat, ko se ti 3 lastniki ali pa korkoli dobijo na pivu in ugotovijo, da to ne bo šlo, ne, ali zapremo, ne, ali bi pa treba nekaj spremeniti. Ne. In v bistvu
To smo naredili malo pred SK50, vsi smo že brali te lean variante, ker gre se tem, da smo dobili skupni jezik, eni hotel spremeniti svet, eni hotel delati lean podjetje, pa disruptive, eni pa rad delal hišice na drevesih in smo to hoteli vsi delati in živeti od tega. In to je naša skupna točka, zdaj pa problem je bil samo tem, če smo hoteli to skupno neko zadevo izvedeti, smo mogli skočiti 100% v vodo. Jaz ne verjamem, da lahko popoldne nekaj delaš ali pa da delaš to dopoldne, pa še nekaj služiš zraven, zato ker pač moraš preživeti, moraš plačati najemnino in 3/4, ampak je treba bumfjati noter. In to je problem v bistvu start-upov na začetku. Noben od nas se ni slepil, da teh 50 000 bo pa ponesel to firmo manjkala najmanj 1 0. Zdaj, posledično, kar se je zgodilo tudi, da smo zelo pripravili vse materijale, naštudirali svoj poslovni model, obrnili še enkrat celo zadevo okoli, se fokusirali na določene trge, na določene stranke, skratka, zožali v bistvu zadevo zato, da bi bila čim bolj učinkovita. In en hec se je zgodil, ker to je v bistvu pa ti serendipity moment, seveda, moraš migati zato, da kam prideš, ampak ni nujno, da si v pravi smeri. Mi smo 6 mesecev targetirali vse živo, vse možne medije, to, kar nam je manjkalo, prepoznavnost, kredibilnost, kako pride do strank, in 3/4, pošiljali vsem tem dezinom, vsem lifestyle medijem, ampak ena objava na neki obskurni zadevi, ki se je reče cabin porn, to ni šala, je naredila en val, v bistvu kar naenkrat vse tistim, ki smo jim dvelom, pa vsem, ki smo jim pisarali, po 10 mailov, pa klicali, pa formularje spolnevali, da smo šmirgali noben 5 poslov. Tle se je pa zgodilo to, da so kar naenkrat vsi potegnili tale tekst, pa pol še nam pisali za dodatne tekste, ker ni bilo vse skupaj nič, in je bilo to objavljeno v vseh večjih v bistvu lifestyle prostorskih trenutkih. Mi smo šli takrat iz 3 povpraševanj na teden na 3-4 povpraševanja v povprečju na dan. In to je bilo za nas bumf, kaj pa zdaj ne. Nimamo proizvodne, zanašali smo se za to, da bomo delali, imamo minimal viable v renderih, imamo sicer eno te hišice nekje postavljene, ki smo luntali, imamo super partnerje, ki nam delajo hišice za tako ceno, ki jih noben noče kupiti, Zdaj, to, kar se je zgodilo, da smo tudi v tem času, ko smo ga imeli, ugotovili, da ti partnerji niso za nas, da bomo mogli nekaj drugače narediti, in smo se enostavno vrgli v fabriko, ne v vodo, ampak v fabriko, ker je hujš, po moje, in smo začeli v bistvu svojo proizvodnjo. Danes lahko rečem, da v bistvu izdelujemo izdelke polcnej, kot smo jih pridobivali prej od naših podizvajalcev. In jaz resno mislim, da za vsak startup, če ne moreš sam narediti, dobi partnerje, ki lahko naredijo. Nujno je, da ti svoj izdelek vsaj na začetku lahko izdeluješ sam. Ker nimaš kontrole nad razvojem, nimaš kontrole ne moreš tako hitro reagirati v bistvu na stvari, ki jih zveš od kupcev, kaj je treba spremeniti. Edini način je, da imaš svojo proizvodno in s to vezan razvoj. In to smo naredili na Jesenicah. Preselili smo se vsi, se vozimo zdaj iz Ljubljane na Jesenice vsak dan, zato ker nam je mina gor polcnejša, pisarnja, vse živo, pa proizvodna pa razvoj v bistvu mora biti skupaj. Se pravi, ta komunikacija mora šibati. 3 leta kasneje v bistvu potem se je zgodilo to, da imamo zdaj cirka, mislim, da je 12 destinacij, pa še en kup majhnih posameznih zadev v bistvu razno v Sloveniji, povsod. V Sloveniji. Zdaj delamo super, končno delamo spet eno v Sloveniji, jaz sem ful vesel. Pa ne zaradi tega, ker sem nacionalno, ampak zaradi tega, ker v bistvu, če gre v tej hišci klela v Ameriki kaj narobe, dobro, tukaj imamo enega svojega proizvajalca, ampak če gre pa v Angliji recimo, treba pa na avion pa popraviti. In to ni tako fajn. To je na tema na minimal viable, ka pol v bistvu mečkem kasneje. Zdaj, ta bootcamp, ta priprava na celo zadevo, je super, če za vse tiste, ki ste že večkrat slišali pa prebrali te knjige, pa to bo to malo tako še enkrat. Lean, dober. Ampak stvar je pa v tem, da če ne drugega ti to da čas, znotraj kjerega se lahko fokusiraš na svoj produkt. In mi smo pa v tem procesu začeli gruntati, to moram tudi povedati, mi smo bili edino podjetje, ki ni bilo tehnološko ali pa IT usmerjeno od, 50-ih, ki se jih je prijavili. In v bistvu dobesedno nič nismo imeli skoraj skupaj. Naš time to customer je leto pa pol. V bistvu naš produkt stane 17, 20, 15 tisoč, drugi imajo 5 evrov, 6 evrov, 20 evrov, 30 evrov. V bistvu, dober. Vsi računajo exit 2-3 leta, mi smo 10-15, recimo. Skratka, za tist, ker so nas tam trenirali za investitorje, smo bili zanimivi približno to kapalanski sneg. Ampak nekako, ne vem zakaj, pač so nas umestili v to zadevo in smo šli pol naprej.
Je pa tukaj res, kot sem rekel, zelo dragocen čas, ker imate vse ljudi tam, ki imajo izkušnje, tudi čez drugih industrij, pa če majhen v bistvu predstavite svoj možgan, v bistvu lahko njihove izkušnje uporabite v bistvu v svoj namen. In to velja za vse, ne samo za tiste, ki boste not prišli, ker tam imate to izkušnjo v bistvu. Ni nujno zdaj, da vse firme, ki ne bojo prišle v ta SK program, ne bojo, ne vem, ni pa ne bo rata. Druga stvar, ki je pa zelo pomembna, je pa ta gospod Matjaž Petrič, super mentor, on je naš fan. Mislim, lahko rečem, verjame v nas, ogledalo v bistvu, kaj je nujno. Zbrali smo ga pa tako, da v bistvu, ker je bil edini od mentorjev, ki ni bil iz IT področja in ki ni bil izkušen iz IT področja. Ker vse ostalo smo rekli, ok, zdaj upam, da se bo s tem to spremenil. In on je v bistvu iz financ in je delal in v velikih korporacijah in sam je delal tudi v startupih, uspešnih, neuspešnih in je bil super v bistvu in še vedno smo na vezi in še vedno sodelujemo. To je ena ful pomembna stvar. Edin, kar apeliramo v bistvu na SK program, 6 mesecev je premalo mentorstva. Če ne drugega kontrolirate svojo investicijo. In to je edin človek, ki jo lahko kontrolira. Mi vam lahko parjavamo karkoli. To je tista stvar, kar sem rekel. Vse te stvari, ki se jih boste tam naučili, ne zdaj reči, ok, to je to, lean, bomba, gremo, Dajte se upremiti svojemu podjetju primerno. Če tole delate, verjetno ni treba glik, ne vem, hardcore opreme imeti. Zdaj, drugo je pa tudi lean. Mi smo tudi lean prilagodili. Mi imamo tako rekoč triple ali pa double lean. Ker dobesedno mi ne moramo delati testa kupca v bistvu s prototipom, ker nas prototip pride pač 70-80 tisoč in ga ne moramo vršiti po tistem preč, ker je za nič, ampak smo delali to nekako na renderjih. In pol nam je uspel dobiti par entuzijastov, ki so v bistvu bili toliko nori, da so nam zaupali, da smo naredili prve hišice in nismo do zdaj naredili nobenega prototipa, ki ga ne bi prodali, ker smo ga mogli, ker nismo imeli denarja za to, da ga ne bi. Ker pomeni, da smo si 14 dni več vzeli v procesu proizvodnje in pol delali 24 ur na dan, da smo v bistvu speljali to zadevo, da smo jo lahko postavili. Tako rekoč ta del in tudi kasneje fake it till you make it, dobesedno moraš to narediti. In pol gre to počasi. In zdaj smo končno po teh letih nekje konc prototipiziranja in tega in zdaj lahko malo bolj organizirano šipamo te zadeve. Zdaj ta minimal viable product, zdaj v IT-ju, v drugih, ti lahko v bistvu stranki daš nekaj na pol narejenega, pa pol updateš prek neta. Mi tega ne moramo narediti. Ta meri, uči se in gradi je super in to so tiste puščice, ker tam odskače eno med drugim, pa med customerjem, pa med vsemi izkušnjami, pa kle nam ni noben povedal in popravljaj. Ker je to za nas pomenilo, ok, dobro, kaj, še 2 leti imamo garancijo, upajmo, da ne bo vse skupaj razpadalo, mislili smo, da bo delal, ampak bomo videli, ker to je dobesedno pomeni prototip, če dela. Pol je pa še kredibilnost, to je pa tudi ten problem, ki smo ga imeli, sicer kredibilnost se da delati v bistvu v medijih, v izpostavljenih, tako naprej, ampak edina kredibilnost je delujoči produkt. Do stranke, edina, dokler nismo imeli hišice, ki je človek lahko še noter odprl vrata, zaprl WC, potegnil vodo, a to dela, ali bo to v redu, pa pol še ta balkanski smo, pa v bistvu en kup stvari, v bistvu, ki pride na robe polka, enkrat zadeva, ima še druga zadeva. Pa še nekaj, na začetku, vsak tudi mi, bi vsi radi, da bi bil naš produkt tole, pa da mi zgledamo takole. Super, ampak v bistvu je realnost bolj taka. Ampak ne še čist ne, sem še nekaj pozabil, v bistvu je takole, še hujš. Ker veš, da pelje, pa neko ceno ima, tole pa morbit bo pelal, mi vsi ful verjamajo, juhaj, dajte kupati, to se bo šlo. Skratka to, zadnja stvar, ki sem jo hotel reči tole, to je pa ena stvar, ki me vedno najbolj pogrela, kamorkoli smo prišli s temi startupi, 90% od vas klele vas bo propadal. Mislim, če bi to verjel, pol v bistvu grem rajš v kazino, ker je verjetnost večja, da dobiš. Tako da v bistvu odvisno je izključno in samo od vas. In vse, kar sem spremljal, vse, kar sem videl, v bistvu vsi startupi, ki jim je ratal v takih ali določenih okoliščinah, z linom ali pa brez, so vsi fanatiki. Vsi verjamejo v svoj produkt in zato je tako težko včasih dol skočiti, čeprav moraš to, kar je prej gospod povedal, da v bistvu moraš zabremzati, mislim, predvsem je pameten, da se skozi sprašuješ, kje si in zakaj si in tako naprej in dobesedno pivotiraš, dokler v bistvu ni več piva kot posla. V bistvu, mislim, na ta način. Tako da, upam, hotel sem deliti majčkeno v bistvu te naše izkušnje, zdaj pa če kogarkoli, karkoli zanima z veseljem, zdaj pol, kadarkoli v bistvu delim.
Ja, super. Arhitekturni biro, drug, ta na sredi, v bistvu Simobil, poslovne stranke, vodja produktov, ta zadnji v bistvu ima pa še vedno eno trgovino z deskami za rezati, mislim z lesnimi izdelki manjšimi, tako da ta prvi produkt je bil narejen v bistvu se je ponesrečil, naredili smo nek trikotnik lesen in pa smo iz medijev zvedeli po enem letu, da se temu reče glamping. Ampak pol je to tako dobro šibalo, oni so imeli 90% zasedenost in vse tako naprej, da v bistvu nas je skozi malo žulili, dajmo z tega nekaj narediti, mislim, to pa verjetno ni sam klep, pa samo zdaj. Pa smo malo čakali, jaz sem imel pol 3 poizkuse sestavljenega tima, ki bo to laufal, ki so se ponesrečili, ta četrti v bistvu je tak, ki ste ga zdaj kle videli. Ja, rekli ste, da ste pol globi pač te PS4 in ste se lahko fokusirali na to, ne? Ja. Kaj to pomeni, da ste pustili vsi svoje džave? Točno to. V bistvu jaz sem nehal delati projekte, on je nehal v bistvu to, Jaka je pač zamenjal službo in smo skočili vsi 100% na podjetje. Zagnali smo pa proizvodno tako, da smo najprej dobili posel, pa smo pa rekli, ok, ne bomo to sami naredili. V bistvu je klele skok na mokro cunjo, v bistvu. Ni kle večji resnice, ker v bistvu jaz mislim, da če nimaš denarja, ti itak drugega kot lin ne preostane. Niti ne, to je v bistvu v bistvu je mrzke vmes, poleg tega, da recimo pol leta proizvodna ni imela lastnega WC-ja, da so hodili okrog v pisar. Mislim, en kup stvari je, kar se pač poskušaš znajti v tistem trenutku najboljš, kar se veš in pol vidiš, kako te stvari grejo ali pa ne. Mislim, nekaj, kamor hočeš pridati, pa kaj hočeš narediti drugo, pa kako boš do tja prišel. Jaz mislim, da če strogo slediš od točke A do B, se boš verjetno polomil, moraš pač ne? Ja. Davek na privatno življenje je hud. Imeli ste pa verjetno dosti tudi svojih prihrankov še odprej. Ne, jaz ne. Zelo malo. To je bilo konc krize, arhitekturni biroji so bili, mislim, konc, sredina krize skoraj, pri nas. Jaz, ki bi rad v bistvu spremenil način, kako ljudje bivajo, bi zelo rad, da bi te zadeve ratale najmanj tako, kot mehtiga v kiosk. Skromen sem, nisem rekel, ne. Se pravi, vaš brand se vam zdi, da je product-based, a v bistvu experience-based, da ste razvijati bolj experience, lifestyle brand. Definitivno, ker delamo izključno in samo za turizem, kle smo se usmerjali. Znotraj tega imate neko strategijo širjenja. Ja, tudi v bistvu zdaj startup, tako kot je rekel tudi gospod pred mano, startup je res mentaliteta in ostaja v podjetju. Ker doskrat v bistvu eni reče, ja, to je pa mlado podjetje. Ne, startup je v bistvu mentaliteta, ki jo znotraj podjetja delaš skozi. In mi v bistvu zdaj že takrat smo iskali neke investitorje, pa smo dobili pa nove stranke, zdaj je v bistvu že drug cilj, ne, ki je bistveno višji pa tako naprej. Ne. Ker vidiš, da je potencial, ne, se drugače. Kar? Ste rekli, pa pravde, če recimo naredite kakšen produkt, morate imeti certifikacijo za produkt. Ja, to je pa siva cona. V bistvu to, da to registriraš kot produkt, je cela zabava, ampak mi pademo nekje vmes med gradbene izdelke pa v bistvu produkte. Ne? In se skozi to lahko furamo. Nismo naredili CR certifikacije, je v planu, ampak jo bom, mislim, je pa trenutno nimamo. Ja, to je druga zgodba, to je zaregistrira kot produkt in pol v bistvu, je pa tako, da mi zdaj trenutno dajemo neke garancije strani firme za kvaliteto tega produkta in je dejstvo, da so vsi elementi vgrajeni s CR certifikatom, v bistvu, ko so noter so s CR certifikatom, primerni za določene tržišče, to Anglija, recimo v Ameriki je bilo treba narediti totalen loop, ker tam so čist druge stvari. Tudi v prihodnosti, recimo, bomo verjetno tudi za Ameriko proizvajali pri nas, ampak bomo mogli kupovati njihov vijačni material, pa vse pa sestavljati tukaj pa to delati. Ne? Skratka, ja, je pomembno to, ne? Mi dajemo pač garancijo, pa v bistvu neko skladnost z vgrajenimi elementi.
To je nek način, ne, ki smo ga najdeli vmes med tem, ker pri nas je največji problem, če certificiramo produkt, naše stranke imajo dosti različne želje. Mi smo zdaj optimizirali proizvodnjo na neko v bistvu lupino in pol menjamo, malo drugačna fasada, malo drugačne barve tam noter, kakšna stvar, kakšna malo kopalnica, odvisno, ne, nekaj, kar je še znotraj logike tega, da nam ne podraži ali pa zakomplicira procesa proizvodnje, ne, se prilagajamo strankam. To smo videli, da to rabimo narediti, ne, da to moramo narediti, ker dokler smo tiščali samo trikotnike, je bilo ok, super, se dobro zgleda, ampak jaz sem pa na krasu. Ne. Mogoče samo še, da prekinem pred naslednjo predstavitvijo, če ima kdo kakšno željo še naprej govoriti s katerim od predavateljem, naj nam pošlje mail, bomo probali organizirati tudi kakšno srečanje, samo toliko.